V žiriji smo se od vsega začetka zavedali, da je kvaliteta slovenskega gledališča izredno visoka. In ta visoka raven nam je dala tudi, kako bi rekel, imperativ, preko katerega smo hoteli na vsak način najti primerno dobitnico Borštnikovega srečanja. Mi smo imeli na mizi 8 predlogov, tega je en predlog žal bil neveljaven, ker so predlagali igralca namesto igralke in smo ta predlog posredovali žiriji za naslednje leto. No, med temi 7 predlogi pa smo potem po dolgem, res dolgem usklajevanju, ki je trajalo več kot 2 meseca, prišli do tega zaključka, do igralke Milade Kalezić. Splošno mišljenje v žiriji je, da je nivo slovenskega igralstva izredno visok, da je smisel Borštnikovega srečanja iz leta v leto čedalje bolj potrjeno zopet, oziroma spet, da bom tako rekel, da se ponavlja. In da je funkcija Borštnikovega prstana v slovenskem kulturnem prostoru na žalost še premalo cenjena. Ne samo med, kako bi rekel, novinarji, publiko, ki to prenaša, ampak tudi včasih na zakonodajno-administrativni ravni. Veliko je tukaj že narejenega, veliko je pozitivnih premikov, so pa še vedno stvari, ki bi se dale na osnovi takih velikih priznanj doreči. Se gledališče prav tako kot gospodarstvo srečuje s kakšno krizo ali posodeč po Borštniku vidimo, da temu ni tako? Veste, s krizo je tako. Kriza je lahko finančna, ampak kriza vrednot, kriza umetnosti se pa težko pojavlja. In Borštnikovo srečanje, zlasti letos in izbor letošnjega Borštnikovega srečanja, mislim, da vam je lahko dokaz, da slovensko gledališče stopa sočasno z slovensko družbo, včasih jo morda celo prehiteva, da je tako z izborom, kot z izvedbo, kot z teoretičnimi srečanji v okviru Borštnikovega srečanja bilo zelo jasno poudarjeno, česa se svet boji, ne bom rekel Slovenija, boji se totalitarizma, boji se diktature, boji se, ne bom več imenoval tega preveč direktnih besed, ker je to že rečeno skozi predstave. Skratka, gledališče kaže odsev družbe, tako kot je nekako rekel tudi Shakespeare. Po drugi strani pa družba sprejema seveda gledališče tudi kot sestavni del svojega pogojno rečenega, recimo nekega moralnega ventila. In skozi gledališče tako publika, ki sprejema, kot tisti, ki dajejo, dokazujejo ali dajejo neko novo dimenzijo človeškemu življenju.